Lepo zdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. In tokrat smo po vašem predlogu pogledali Gala kriptoprojekt. Pa dajmo si najprej pogledati, kaj sploh je Gala. Imam tukaj že pripravljene zapiske. Gala je blockchain projekt, osredotočen na decentralizirane igre in digitalno zabavo. Deluje na omrežju Ethereum in uporablja svoj žeton Gala za transakcije znotraj ekosistema. Cilj projekta je igralcem omogočiti resnično lastništvo nad digitalnimi sredstvi, kot so NFT-ji, ter jim dati večjo kontrolo nad igričnimi izkušnjami. Poleg razvoja blockchain iger, Gala gradi tudi infrastrukturo za decentralizirano zabavo, vključno z Gala Music in Gala Film, ki omogočata ustvarjalcem in oboževalcem bolj neposredno povezavo brez posrednikov, njihov ekosistem pa temelji na vozliščih, ki jih lahko upravljajo uporabniki in tako prispevajo k decentralizaciji omrežja. Tako, zdaj si pa dajmo pogledati, kar začnimo s tole našo oceno in seveda ta prvi segment je, kakšno jasnost in cilj projekta imamo mi tukaj, oziroma sam pregled projekta. Torej, jasnost, cilj projekta tudi vidimo po njihovi spletni strani, je vse zelo jasno obrazloženo in tudi bela knjiga, kolikor sem gledal, je zelo lepo obrazložena. Belo knjigo si vedno splača prebrati, preden se kamorkoli kaj investira. Na to tudi cilja na realno industrijo, kot smo videli. In bela knjiga je dobro napisana, podroben tehnični pregled in vse skupaj, tako da za ta prvi segment, torej pregled projekta, dobi 15 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo ekipa in podpora, da vidimo, kakšna ekipa stoji za tem projektom. In smo na spletni strani cryptorank.io, tukaj v zavihku Team vidimo, kdo vse stoji za tem projektom. In vidimo, da je CEO in co-founder, dva co-founderja imamo. Torej, ta prvi je Erik Schirmayer, upam, da nisem razmesaril priimka. Torej, on je CEO, pa dajmo si pogledati njegov LinkedIn, da vidimo, kje je prej kaj delal, kakšne izkušnje kaj ima. Torej, seveda Gala Games trenutno, prej je bil CFO na Carnivore in še predtem svetovalec in investitor na Kušla Life Sciences. In seveda je imel tudi prej izkušnje z investiranjem in svetovanjem. Zdaj ni pa opisal, s čim je imel vse opravka tukaj. Ta drugi je Michael McCarthy, on je tudi co-founder, pa dajmo pogledati še njegov LinkedIn, kakšne izkušnje ima. No, on se je pa prav očitno ukvarjal z igricami, delal je prej na Sandbox Games, pa kreativni direktor je bil na Zynga, pa Applied Cinematics LLC, pa direktor razvoja na Massive Black. Ja, tako da znanje tukaj vsekakor je. Poleg tega v tem segmentu pogledamo tudi, če je kdo že investiral v tale projekt, kdo izmed znanih imen. In tukaj lahko vidimo, da ja, imajo YZI Labs oziroma YZI Labs, prej znani kot Binance Labs. Tako da imajo kar znano ime za sabo, ampak ne vemo pa, koliko so investirali. Tako da za ta drugi segment, ja, vsekakor izkušena ekipa, močna podpora in tudi tukaj dobijo vseh 15 točk od možnih 15. Naprej, tretji segment, blockchain in žeton, ali je to sploh upravičena uporaba blockchaina in žetona. Tukaj smo že vsekakor na začetku takoj videli,
da je upravičeno, tako da v tem segmentu tudi dobijo 10 točk od možnih 10. Naprej imamo napredek in cilji, ali ekipa dosega svoje cilje in kako tudi obvešča o njih. Zdaj, kar sem jaz našel glede Gale, je tale posebej spletna stran, kjer imajo svoje novice in vidimo lahko, da kar redno obveščajo svoje uporabnike o temule, kar se dogaja. Ampak jaz bi vseeno rad videl kakšen roadmap, kako dosegajo svoje cilje, torej, da je vse na enem mestu, tako kot smo vajeni pri že nekaterih drugih projektih. Tako da, ja, vsekakor obveščanje imajo na mestu, ampak, kot sem rekel, pogrešamo nek skupek informacij, tako da tukaj dobijo 3 od vseh možnih 5 točk. Naprej imamo tehnično analizo, to je naš 5. segment, to si lahko pogledamo kar tukaj na CryptoRank, če gremo na zavihek Overview. In malček gremo dol in vidimo tukaj le tale graf. Zdaj, jaz bom tukaj dodal še RSI indikator, ta je najbolj priljubljen, pa da vidimo, kaj se je kaj dogajalo v zadnjem času. In kot vidimo, nič kaj dosti. Imamo, v bistvu gremo v ravni črti naprej. Tukaj je zelo pomembna tale meja, tam nekje na 7 centih, ki jo morajo biki prebiti, da bi videli nadaljevanje rasti. Ampak od spodaj, tukaj, spodaj, imamo pa ta drugo mejo na tam nekje 1 centu, ki se je pa nikakor ne sme izgubiti, ker če ne, bi pa lahko šli v odkrivanje cene. Zdaj, RSI ima tudi malček mešane signale, zdaj možna je tukaj kakšna bikovska divergenca, ampak to bi bilo še za videti. Smo pa tukaj skoraj da v preprodanem območju, kar tudi nekako kaže na šibkost bikov. Tako da ja, imamo mešani oziroma neutralen trend in tudi indikatorji nam dajajo mešane signale. Zdaj, kakšen imajo pa volumen? Vidimo tukaj, da imajo kar visok volumen v zadnjih 24 urah, skoraj da 100 milijonov in tudi so na kar znanih menjalnicah oziroma so na najbolj znanih menjalnicah. Tako da to je super. In za tale segment tehnične analize tako dobijo 11 točk od vseh možnih 15. Potem imamo sentiment. Tukaj malček pogledamo, koliko sledilcev imajo in kakšna je adopcija uporabnikov. Pa dajmo si pogledati. To je najboljše, da gremo dol po spletni strani, vse dol do footerja, kjer imajo ponavadi vse povezave. To moram dati stran. Aha, evo. Ponavadi si pogledamo Twitter in tukaj lahko vidimo, da imajo v bistvu 1 milijon sledilcev, kar je kar precej, kar je super. Potem imamo Discord, da vidimo, koliko jih imajo tukaj. 168 tisoč, to je tudi super. Pa Facebook si lahko še pogledamo. Tukaj jih imajo 53 tisoč, to je tudi kar v redu številka. In potem imamo še Telegram, kjer jih imamo 38 tisoč. To je tudi kar v redu številka, tako da sledilcev imajo kar precej, so tudi kar tako aktivni, če se lahko tako izrazim. Zdaj, kar se tiče adopcije uporabnikov, ja, je tudi aktivno spremljanje iz strani resničnih podjetij. Sem opazil, da so sklenili kar precej partnerstev, med drugim tudi za Nimoko, tako da za sentiment tako dobijo vseh 10 točk od možnih 10. In naprej
imamo Certik varnostno preverjanje. Tukaj se je zapletlo pri marsikaterem projektu, pa dajmo si pogledati zdaj še za Galo. In vidimo, da imajo opravljeno preverjanje, imajo tudi zelo visoko oceno. In tukaj tudi lahko vidimo, da sproti in vestno odpravljajo napake. Imeli so eno kritično in so jo odpravili. Tukaj potem sta bili dve veliki napaki, eno so odpravili, ta drugo so priznali in jo bojo očitno v kratkem. In potem so še ostale napake, ne tako zelo pomembne, ki so bile že odpravljene. Tako da to je super in za tale segment v bistvu dobijo vseh 25 točk od možnih 25. To pomeni, da se ti, ki so v ozadju tegale projekta, resno lotevajo zadeve. In tako je končna ocena 89 od 100. Zelo visoka ocena, ampak še vedno spada ta projekt pod dobro, vendar lahko povzroči manjše pomisleke. Za samo eno točko več bi lahko prišel med top projekte, kjer jih imamo kot odlično močan investicijski potencial. Ampak kaj vi mislite o tem projektu? Če smo kaj spregledali, kar komentirajte spodaj. Vsekakor se priporočamo tudi za kakšen všeček in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naše naslednje raziskave. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!